Dobro jutro v najlepšem dnevu na svetu v tem letu. Namreč dan mrtvih je mimo in ostajajo samo še dnevi za žive. Jej, zdaj pa lahko živimo, ker dan mrtvih je mimo, noč čarovnic tudi, pobili vas še niso. Zdaj ta noč čarovnic tokenih opozoril, da gre za satanistični praznik, da gre za žrtvovanje otrok, da gre za resne stvari. Bil sem na vseh straneh, na Facebooku recimo. Ti pa vidiš objav eno celo tono, kako so se ljudje namaškorali, kako so zrezali buče, wow! Mislim, vse butast ne ve, da je butast, ali kaj? Mislim, a je korona zdaj bo počistila skrajno butaste, ali kaj? Zato, ker smatrajo, da je v redu, če sam sebe ne maraš, pa še drugih ne maraš. No, možda grejo res dol iz planeta, ker to je pa res zoprno, ne? Pa lažejo še vedno z isto intenziteto. Obnašajo se, kot da bodo predsedniki vsi dobri, vsi so zelo dobri. Ej, eno stvar si se spomnil, a ne bi bilo škoda, da naredim cel video, pa ugotovim, da je prepotihan? Ej, viš, to je pa ena taka, ne, v redu je. To je ena taka, me zmeri se spomnim pol na konc. Pa sem že parkrat mogel začeti od začetka snemati, ker ni dobro. Skratka, slište in mene, in musko, in še veveričko, kadar pride, kadar se razkakodajsa, ne. Se mi zdi ful dobra ta ozadje, pač postavljena kamera, pa kadrček in tudi drugač Cat TV, televizija za muce. Skratka, ljudje se še kar angažirajo in se probajo kar poistovetiti s tem, ker so se vedno poistovetili, ne, ne vem, stari, kaj mi ni jasno. Mi jim rečemo, stari, prepoznavamo vašo simboliko, prepoznavamo vaše delovanje. Ne popušča. Jaz sem v celo tako situacijo, da sem človeku rekel po, ne vem, 8. njegovem poskusu tega, bom rekel, ki bi on meni živc dvignil, ne, pa z vseh kotov je probal, ne. Pa sem pa rekel, stari, kaj s tabo? Pa 8-krat že, stari, sem te spustil čez, pa vidiš, da ne trznem, ne, in ti še kar nabijaš, ker se ti the best. Jaz sem vašo tehniko prepoznal, a ne, in je zelo butasta, o kateri sem na glas govoril večkrat, in ljudi probam tudi opozoriti na te stvari. In zdaj se jaz najdem s tabo in ti pizda delaš točno tisto, kar v bistvu ti ne bi smel, ker veš, da delaš nalašč, ker veš, kaj bi rad izval in v bistvu vidiš, da ti ne dam in ti še kar tiščiš. In on tako ostane brez besed in zamenjamo temo. Ti, kaj pa, a veš, neka stvar XY. In ne mine 15 minut, ko začne ponovno on z enimi in istimi bananami. In ne veš prav točno, so oni res toliko zabiti, ali je to edina stvar, ki jo znajo, ali je to biti narcis, v bistvu tako zabavna stvar, ker misliš, da te ljudje ne prepoznajo. Mi jih pa prepoznamo. Oni so se nam v brk režali, ne? Ker so se nam režali, ker mi nismo shvatili, ne? Enih čisto enostavnih stvari. Zdaj pa shvatimo na čisto enostavnih stvarih, pa oni ne shvatijo, da smo jih shvatili. Ne? Jaz probam ves čas ta narcizem nekako orisovati, opisovati, vas na to opozarjati, da v bistvu je res rak rana. Oni so res težke pijavke, oni vas spravijo ob dobro volo. Oni vas v bistvu vsako delo, ki se ga napravite narediti, oni otežijo, bremzajo, ne vem, sploh nimam izraza, neumnosti počnejo. In sem zadnjič prebral eno ful dobro, da ljudje nismo zmatrani od dela. Zmatrani smo od tega, da nam večno nekdo meče polena pod noge oziroma nas pri delu ovira. Pa se bom kar strinjal. Ko me je sonček polizal. In pozdrav soncu, veš, čisto naš drugače, jaz čakam ta moment, pijem kavico in čakam moment, kdaj srečam sonček, da mu rečem živja.
iz 2 razlogov. Začelo se je pa tako, da sem pač rad zjutraj vstajam. Kasneje sem pa videa začel snemati zjutraj, ja pa ne moreš, dokler nimaš ti svetlobe, ne. In zdaj v bistvu jaz čakam po zdrav soncu, da stisnem rekord. Kaka fora. Zadnje dni po internetu kroži zgodba precej odmevna, no, se mi zdi, da je bil klepet na kavi ali kje že, možakar, ki se je samo zdravil in živi v gozdu na Pohorju, in tudi razlaga, kako je tam živeti, kaj moš paziti, ovo. V letošnjem letu sem se tudi sam kar precej premikal po samotnih točkah, pač daleč stran od ljudi, enostavno nisem več zdržal. Rad imam naravo, rad sem tak tabornik, in sem imel precej, bom rekel, izzivov, ne. Pojdi v gost, živi v gozdu, a pa v naravi, stran od ljudi in bodi na nek način samooskrben in probaj delovati, ne. Torej, imej baterijo za telefone, imej internete, dej nafilej si telefon, dej probaj to s soncem zrihtati, ali kva boš, z avtom, ali kako boš. No in jaz sem se pripravil, ampak očitno premalo. Hočem reči, da življenje v gozdu zahteva od človeka kar nekaj, bom rekel, priprav. In ne moreš se spremeniti v gozdnega moža čez noč. Tako, kot se ne moreš tvoje življenje obrniti na noge, ker zdaj je na glavo, na noge čez noč, ampak vsak dan dodej nekaj malega k temu, da postaneš dober človek, da postaneš boljši, da postaneš ti. Ker, lej, pot ni lahka za nikogar, vendar se podpiramo in se podpirajmo, ker gremo vsi skozi iste borbe in vsi imamo isti cilj. Najti in ustvariti boljši svet. Svet poštenih, zabavnih, kreativnih in pozitivno naravnanih ljudi. In mi v naravi, v osnovi, taki smo. To je naše naravno stanje. Kakor je naše naravno stanje mir. Nemer je stanje narcisov. Oni želijo, da mi nimamo miru, da se zmotimo, da se udarimo po prstu, da začnemo hiteti, da nam nekaj ne uspe. Tam narcisi komaj čakajo. Oni so res profesori zavaravanja in zameglavanja. In izgleda, da so sami globalisti res pričakovali, da bodo narcisi bili bolj aktivni oziroma bolj uspešni, bom rekel na način, da so ljudi poniževali, zablokirali, osrali, ti si drek, ti pa nič ne veš, mislim, kaj to zravno zemljo bluziš, zemlja je okrogla, lega flat earther. Ne, ampak prihaja čas, ko se bodo zavedli, da bi bilo boljše, če bi koga kaj poslušali, kakor da so počeli vse to, kar so počeli. Ker to, kar so počeli, tudi sami vejo, da je bolj primitivno, a ne? In da v bistvu mi, ki so se nam tako z veseljem posmehvali, smo v bistvu postajamo vsak dan bolj heroji, zaradi tega, ker ne popuščamo. Ne. Sistemskim jajcem, ne jajcem teh, bom rekel, podpornikov, ne so podporniki vsi, ampak sistemskih frajerjev, ne? Ki pravijo, sistem nujno rabiš, mislim, sistem je top, mislim, to pa ja. Kako pa boš brez sistema turšič? Ker sem jaz nekaj pogruntal ravno kar. A veš, da nimam črte, tako imam črte, tako pa nimam črte, veš, to je čist skozi umetnost se iti. No pa da se vrnem nazaj na tega gozdnega moža, ne, jaz sem vam hotel pripraviti še 2 posnetka iz gozda, lepo s ptički, jaz sem v sabo razsmernike, polnilnike in vse. In v bistvu zdaj opažam, da sem v bistvu komp nafila več, da izgleda šla baterija ali kaj takega, ker tudi zdaj v tem trenutku je zelo slabo. Skratka, počasi sem je filal v računalnik, enostavno ni prišel čez, ne vem koliko, 28%, in enostavno nisem mogel ustvariti 2 normalnih videov, ne, in sem se zapufal direkt, ne. Dal sem v mesecu oktobru 11 videov, pa še to ne to pravih dolžin, tako da jaz vam tle sem zdaj nekaj dolžan, ne.
Čeprav nisem Miha, sem Matej, ampak sem dolžan. En video ali pa dva. Jih bomo nasuli dovolj, nič bati, za vse jih bo dovolj, takih, da bo imelo smisel, a ne? Kakšne dobivam zdaj komentarje nazaj, pa tega se rad, pa že prehudo, veš, tudi zame, ne? Pa sem se na marsikaj pripravil, tudi na boje z narcisi, pa tudi še druge stvari sem se malo pripravil, kaj vse boš Turšič mogel slišati, no, ampak to, kar zdaj dobivam, bo iz lepih stvari, jih še nisem. Ne vem, če ste ujeli tudi eno debato, jaz sem si dal Matej Turšič Kusi, MTK, zaradi tega, ker kdaj kaj tudi napišem, pa od spodaj se podpišem MTK in z veseljem opazim svoj tekst nekje, ki ga je nekdo delil, ali pa slikico, ali kakorkoli. In tako, v današnjem času jaz podelim vsebin mnogo od ljudi, včasih jih podelim share, včasih ne gre, pa jih skopiram, pa dodam svojo slikico, mogoče iz prevod naredim, tako. Zmeri probam kaj v slovenščini dati od sebe. No, skratka, dal sem nekaj, ki ni se dalo deliti in pač kopiram tekst in od spodaj v oklepaju neko ime in priimek, sem rekel, okej, ta avtorstvo je rešeno, ne. Tak boj se je vsul, ker je, da je to pa zdaj avtor, kakšen lažnivec sem jaz, da zdaj pa to objavljam vsebino, ki ni moja, Mislim, da ona tudi ni avtorica, je povzela po eni avtorici, ampak je ona spisala. In so tu komentarjev pod prispevkom, da sem ga mislil že kar zbrisati. Pa ga ne bom. Sem se pol gospodični opravičil, sem jo dopisal, a ne, pač. Je pač Utona naredila napako, ker se ni eksaktno podpisala, ne. No, skratka, še na osebni message sem ji napisal, da je v redu, da ideja je itak v tem, da si delimo informacije, da ljudje spoznajo delovanje narcizma, ne. In ona mene napada nazaj, ne. Mislim, s kom imamo pravka? S komplikatorjem. Komplikator je narcis. Zdaj normalen človek ne komplicira. Normalen človek ima neke standarde, bom rekel, okej, daj mi, recimo karikiram v špajzi, imam moko, pol imam pa moknate izdelke, ne, torej bomo rekli ti makaroni, pol imam pa še polente, pa pol na konci riže, ne, tako imam jaz. Pol naprej pa začne pa kozarci, kumarce pa te stvari, ne. In zdaj pride nekdo in ti obrne, zdaj, dragi moj, ne, dajva tako, ko so se zmenila, ne. To je, recimo, če živiš v vezi, z nekom, ki želi komplikacijo. Ali pa jaz imam rad pult pospravljen tako, kadar delam, kadar pa ne delam, me pa boli briga, kakšen je pult, ne. Ampak kadar pa delam, mora biti pa čist, ampak čist. Ne, kaj zdaj skupi cajzlast, ne, ali kakšno imaš pa po tleh. Ja, pa po tleh ni hrana, halo. Pač to so neke vrste standardi, narcisi hočejo pa komplikacije. Iz tam, kjer ni potrebno, ne? Iz tam, kjer bi stvari bile lahko zelo enostavne, oni zakomplicirajo. In oni so naredili komplikacijo iz celega našega življenja in filozofije in delovanja sistema in ne vem kaj. Vse to, kar vidimo, recimo, pa politika, zdravstvo, šolstvo, vse to je tako strašno komplicirana stvar, življenje, ti imaš še duhovnost, velike knjige brati, jaz ne vem kaj. Ne, življenje je zelo enostavno. In življenje je enostavno zaradi tega, da ga živimo s polnimi pljuči, ne da ga kompliciramo. Da v bistvu življenje užijamo, da se razveselimo sončnega žarka, če tudi prihaja skozi meglo, tudi to je posebne vrste lepota in zanimivost, kakšna difuzna svetloba se naredi. Pa pol bo meglica šla, pa tako naprej. Da v tem življenju znaš prepoznati lepe stvari, da se veseliš kreacij, jaz kreiram skozi, včasih video, včasih zapis, včasih slikico, včasih kruh, sicer pa probam življenje globoko vdahniti. Marsikateri standard, ki je včasih veljal za normalnega, to pa mora biti, zame ne velja več, ker je idiotizem. Jo pa ne moreš tako, vsi drugače delajo. Bravo. Zdaj vsi delajo tako, kot dela čreda, in grejo tja, dokjer čreda pride, jaz pa ne delam tako, kot čreda in grem svojim putem in najdem stvari, ki so v bistvu namenjene samo meni in jih lahko vidim samo jaz skozi svoje oči in preko svojih, bom rekel, izkustev, spoznanj in tako naprej.
To velja za vsakega posameznika. Vendar je treba stopati iz te črede. Ne moreš ti reči, ne maram sistema, pa v bistvu še zmeraj delati v sistemu. Jaz sistema ne maram in sistemom ne delam. Pa me proba grabati in strašiti na 1001 način. Pa jim ne rata. Ker se ne bojim. Strah je eno izmed orodij, s katerim so operirali uspešno tisočletja. Vse to pa zdaj pa že ne rabim ponavljati. Okay. Jaz sem v življenju zadnje 2 leti, ali koliko časa pač traja ta korona, zdaj bomo že malo 3, sem prišel v prvi točki do spoznanja, da Trump ni baraba. Da Trump je naš. Da baraba je v bistvu cel sistem z mediji ured. Se je logično, zakaj ga pluvajo, pa označujejo kot dreka. Pa klovna, pa ne vem kaj, kako so njega ponižvali. Le, ker sem tak, No in jaz sem takrat rekel, wow, si Trump je naš. Pa je bilo pa naslednja, kaj pa... Piška, dobro, Melania je naša. Čakaj, kaj pa William Barr? A je William Barr naš ali ne? Pač sudja. Ampak še zdaj ne vem, za William Barra pa res ne vem še. Kaj pa Pelosi, kaj pa Fauci, čak sem zdaj ona dva s Faucijem. Ne, Fauci ni, pa Pelosi tudi ni. Zdaj kdo pa je še naš? JFK, ta je naš. Linwood, tudi naš. Pa še jih imamo. Pa sem mogel nekje odbrati ljudi, kdo je naš, pa kdo naš ni. No in Elon Musk je bil meni ves čas uganka. A je Elon Musk dela z nami ali proti nam? In seveda pa priješ nazaj na question, you are watching a movie. Kaj zdaj Elon Musk, kaj zdaj ti Starlinki, pa on neke satanistične obleke in tako. No in včeraj ali predvčerajšnjem mislim, da se je stvar dokončno skristalizirala, da Elon Musk je delal za Deep State, za globoko državo, in ker se ti poli obračajo in tako, je tudi Elon Musk prestopil na našo stran. Zakaj? V bistvu vsak, ki je bil dobljen, vsak, ki mu je sojeno, da je sodeloval z globoko državo, ima možnost preobrata, get to the deal, se pravi, dej, pridi, bomo sodelovali skupaj ali pa smrtna kazen. Nič dosti drugega klobasanja. No in Elon Musk je seveda en težek veleum, ki je posodeloval zdaj na Twitterju in iz Twitterja je počistil mnogo profilov, bom rekel, teh celebrityjev, znanih osebnosti, glasbenikov in filmskih umetnikov in tako naprej. In vrača nazaj akaunte, torej račune ljudi, ki so bili izbrisani. Ta Twitter je naredil največjo selekcijo, on je kar pobrisal napačne ljudi. Skratka, brišejo se akaunti zelo pomembnih, bom rekel, prepoznavnih ljudi. Zdaj, ali to počnejo sami, ali to dela Elon Musk, ne vem, najbrž in eno in drugo. Vsekakor pa na Twitter prihaja resnica, po mojem, kar prva, ki bo zakorakala s polno paro, bo po mojem glih Twitter. Tudi Trumpov račun valjda je že nazaj. Skratka, pola se obračata in Elon Musk je naš in deluje z nami. Ne glede na to, koliko boste srečali zdaj kostumov, kako je on bil satanist, pa to, ja, bil je. Tako kot še marsikdo drug. Pa zdaj ne vem, zakaj mi imena ne pridejo. Najbrž niso pomembna. Dobro. Zdaj bom se jaz vrnil, ker mičkam skačem sem pa ke. Hotel sem reči, da ta mož, ki živi v gozdu na Pohorju, sam se je ozdravil, seveda valjda z naravnimi stvarmi. Nekak sistem ga je izpljunil, on je s tem se strinjal in rekel, ok, sam to ne pomeni, da umrem. Živi mirno in ok, čeprav mu oblastniki probajo neki grist, ampak jih vedno zna pripeljati na kontra, se pravi, se je dalo že časa nazaj. Jaz sem temu dodal, da je za biti
za živeti v gozdu potrebno kar nekaj priprave, ne moš skočiti od danes do jutri, boš danes si mestni, jutri pa gozdni mož, ne boš, rabiš kar nekaj, teh nekih drobnih trikov, v smislu kako s hrano, kako s hranjevanjem, kako voda, vse sortno, ali pa živalice, škodljivci in tako. Zelo pomembna stvar v naravi pa je, da gre v naravi za posebno sfero, sfera narave. Narava ima svoj elektromagnetni delovanje, dajmo tako poenostaviti, ima svoje frekvence živali, vetra, ima svoje frekvence, ki pač niso bloki in ekrani, ampak so naravne pogledi v naravo, v neskončnost, kar je dobro za oči, za duha, za ušesa. Jaz imam 2 psičke, pa se malo bolj varnega počutim, sicer pa so tudi ušesa kar ves čas naprej, že kdaj bo kaj bližje prišlo, ne? Tam ničko znajo redko skrb potegniti. No, ampak glej, jaz imam 2 psa, meni to se to ne zgodi, ker jim zaupam, tudi delajo kaj marc. Oni čuvajo mene pred velikimi živalimi, jaz pa jim moram te male parazitke, narcistične klope poberati ven, ne. Veš, kako parazit narejen? Je klop, pa na klopa je klop priklopljen, zastopaš in pol ta klop pije svojo žrtev. In ti narcisi so isti. Veš, imaš ti mamo pijavko, ne, bomo rekli Janša, pa imaš pa te priseske, ki se kar na Janšota popajo, ne. Veš. In oni, ko ti odklopiš te glavnega izvera, pol vsi pocrkajo nazaj. Oni ne znajo niti hoditi, pa se zapičati v drugo žrtev. Malo razmislite, niso te stvari tako zelo iztrte, zvite. In pa treba je pozvati naravo, če hočeš živeti kot človek, in pozvati parazite, če si pač parazit, ne? A ne? Ni, nič težko. Opazovanje, no, tle bodite awareness, bodite pozorni na delovanje ljudi, narcisov in tako. Ti narcisi znajo tako zakuhati, da v bistvu skregajo tebe s svojo žrtvijo, ne? Zato da nimaš ti stika in kar verjameš narcisu. Narcisi so res težki lažnivci, ne jim padati na fore, res ne. Čaki obračanje polov vsem, skratka v naravi je poseben mer, posebna sfera, posebna povezava narave s človekom in narava nas povezuje v našo harmonično vibracijo, za razliko od glasbe, mestnega vrveža, zastojev na cesti in metanja polen pod nogami v službi, recimo, kjer bi vi radi ustvarili narcisi, pa ne. Zdaj, nekdo mi je tudi se oglasil nazaj, SVK, bo že vedel, kdo je da je treba narcisom kar zabrusiti, ne, nazaj v dejne seriji in se kaj zgodi, ko jim poveš, nekateri skontajo, nekateri pač ne. Jaz sem vam prej opisal situacijo, ko narcis ne skonta, in ta SVK pa ima eno situacijo, kjer je potem, ker je stari moj, kaj bi ti rad, jaz popizdim, pa ti to zdaj z mene in ti rad, ne gre, ne, zakaj ne, zato ker vem, kaj delaš, a ne, in ti bi zdaj od mene rad spil, dobil konflikt, pa ti ga ne dam, veš, moraš ti vedeti, da to, kar ti počneš, je zelo primitivno in zelo idiotsko, pa še nekaj, v bistvu, tako vam je ratvalo, zdaj vam pa ne ratuje več, ne, tako da nekaj, da veš, kaj zdaj te lahko jaz tudi malo inštancam parjavim, da v bistvu gre za namerno iskanje konflikta. Mislim, da se tole na koncu sem se jaz kar zmislil, bi pa najraješ kar dodal. Ampak od takrat naprej ima mer in spoštovanje od tega človeka in od ostalih sodelavcev. Lega pizda, ko se je zase postavil. Wow, ta je pa močen, ko se je zase postavil. Wow, kam smo pa mi prišli? Tist, ko se postavi zase pred lažnivcem, je heroj. Ja, evo, tako, to je vse, kar rabimo. Postaviti se zase, pa ne dovolj, da drugi narekujejo tempo, kaj boste, kaj ne boste, in tako naprej. Bup. Nekaj sem še hotel povedati, pa mi je ušlo, bom pa prebral. Ljudje se še hvalijo s kostumi, to sem že povedal. Dostikrat pravim dobro jutro, dober dan, ampak če je meni tako kapne, dobro jutro je dober dan. Po jutru se dan pozna. Če je jutro dobro, je tudi dan
dober. Če pa je jutro že zandrek, pol je pa cel dan težko se splavati. Jaz se spomnim svoje neke veze davno nazaj, kjer mi je bejba zjutraj dvignila dekel, jaz se nisem pobral do 11. Sem najprej bil treba dekel dvigniti, ne vem, s 1001 foro imela. Ampak meni je skaka psihoza, se v meni dogaja, mislim, jaz sem hotel dobro, je tela pa konflikt, mislim, ali štekaš. Nisem dojel, da nekdo želi konflikt, sploh ne. Zdaj nam je pa jasno, noben narcis ne išče rešitve, ampak konflikt. Ok, dobro jutro, dober dan in tako naj tudi bo. Dobro, naj bo jutro mrne, naj bo mirno, a ne? Naj bo z veveričko in dobro glasbo postlano in mirom notranjim. Pa si dobro kavico lahko zraven čopneš, pa je. Jaz se tako rad malo poafnam. Jaz sem drugače bil dramski igralec malo tudi včasih. Ampak to je pa že toliko let nazaj, da sem že skoraj pozabil, kaj za igrati. Ne, saj ne, grimase, pa to sem vse še imam. A to znal sem, znate vi? Pa z ušesi znam tudi, drugič. Upam, da ste se vi tudi naučili pomembnosti, zelo pomembne pomembnosti, biti sam. Ja? In dovoliti univerzumu, da ti pokaže stvari, ki jih vidiš lahko le ti. On your way. Ok? Televizija vam lahko nam pokaže lahko, kar pač želijo nam pokazati. Ampak univerz ima za nas drugačne stvari, ki nam jih želi pokazati ne čist glih z očmi, z nekim občutkom. Zaradi tega se opisovanje univerzuma zmeraj izraža nekje skozi neke zgodbice, pravljice, skozi primerjave, skozi tle imamo eno ful dobro primerjavo. Nikoli ne postani tako žejen, da piješ iz katerekoli posode, ki ti je ponujena. Na tak način si bil zastrupljen. Ne bodi žejen, ne gre zmeri za vodo, ampak recimo želiš si biti ljubljen in dobiš prvo posodico in to staje direkciji v strup padu. In ta spolnost in to, bom rekel, zapeljevanje žensko, predvsem, no pa tudi moško, je v bistvu prva stopnja, bom rekel, ko je človek padel v past. Vendar pri spolnosti gre za to nizko vibrirajoče, 3D, bom rekel, za to spodno čakro, ker ne vem, jaz ne mislim, da je ta je kronska, dol je pa korenska, koren pa krona. Ker gre korenček, noter, kaj gre nož, drva v drvarnico, nož, not, pa korenčki. V 3D svetu je šlo za zadovoljevanje te, bom rekel, korenske čakre in brez bistva tle gor. Sama spolnost kot taka med moškim in žensko se preplavi preko te kundalini in se dogaja pravi seks tle gor, ker v bistvu si ti želiš človeka ne zaradi tega, kar vidiš, pa zato, ker spodaj nekaj ščemi, ampak zaradi tega, ker je to tle gor v njen, pa v srcu, pa njej je to tako hudo, da je vse ostalo že skoraj nepomembno, kakšno sploh telo izgleda. In tle je tisti, ki iščemo mi soul mate, se pravi svojega dušnega bratca ali pa sestrico. Pa spet ni čist glih tako, da pa pol more takoj spodna glava podelati stvari, daleč od tega. Vendar, spoj moškega in ženske je v bistvu so nebesa. Kadar gre za, bom rekel, spajanje preko glave, srca, pa tudi fizično. Načeloma pa je to človeštvo živelo na fizičnem spajanju, pa čist nič drugega. Gor so se pa jebali, drkali, zastopaš metal polena pod noge in pa mogo si biti poročen, ker si se cerkveno poročil, ne močeš se zdaj odporočiti in zdaj ti bomo živce pili do smrti. Hudo, grdo, noro, kaj smo se šli. Skratka, tudi spolnost je ena izmed stvari, ki se jo bom dotaknil, upam, do prihodnjih dneh. Ja, če sem rekel, da je dan mrtvih mimo, je zdaj dan živih vsak naslednji dan
tako kot sem rekel, velika noč je za nami, pa so pa vse noči sem še majhne. Zdaj so res že malo daljše, pa mrzlo. No, jaz sem zdaj 3 dni spal zunaj na Freilauf in kaj takega v novembru, mislim, konec oktobra je bilo skoraj nemogoče, no, vendar, ja, se je kar dal. Zadnja noč je bila malo bolj mrzla, ampak še vedno naša telesa so navajena in plavanja v tem času in spanja zunaj v tem času. Ni to nič takega, da boste pa zboleli, pa joj, pa ne vem kaj. Če že se kaj očistite, treba kaj odsmrkniti ven, pa kaj odkašljati, nič hudega, vse okej. Skratka, lej pazi, narava ne šteje, kdaj je prvi, kdaj je drugi, kdaj je dan žena, kdaj je rojstni dan, kdaj je petek, kdaj je torek in kdaj mora bolj dihati in kdaj manj. Narava tega ne pozna. Vsi dnevi so enako pomembni. In dober vic sem ujel. Kdo se zdaj spomnil to premikanje ure, ne? Nazaj. Mislim, kako ne zdaj jaz kravi objasnim, zakaj sem prišel na uro prej? Ali na uro kasneje v štali. Ona to ne ve. To je nek konstrukt človeškega uma, bebcev, samo da so nam mešali naš osnovni bioritem in močno upam, da se pa niti eno uro nazaj ni nič takega, ne, ampak je pa zaklop bioritma, ne, nekako preskoči, a veš, kako lepo hodiš, samo se enkrat spotakneš, pa se pa spet hodiš. Ampak takrat, tam, ko si se spotaknil, so se vse mišice zategnile, da ne boš padel, recimo. Ja, tukaj sem nekje še, Eno stvar, jaz sem rekel, imena najraje ne bi. Čeprav komaj čakam, da pridemo z imeni na plano, ker očitno bo treba. Želim si, da bi to vzel v roke nekdo bolj kompetenten, ki ima v rokah neke trdne dokaze, ker jaz imam samo utemeljene sume. Vsekakor nisem hotel nikoli sejiti nekega judgmenta, v smislu ne obsojaj drugih. In res je, obsojanje drugih ni pravilno. Ne moreš nekoga obsojati, če pa nimaš nekega vendar. Če nekomu rečeš, da je lažnivec, ali pa da je narcis, to ni nobeno sojenje, obsodba. To je zgolj opis človeka, a ne? No rečeš, stari, ti si lažnivec. Ja, kaj me žališ? Stari moj, sam malo. Če bi ti jaz tebi rekel, ti si resnico ljub, bi bilo v redu. Zdaj, ko sem ti pa rekel lažnivec, ker sem te dugo na nek 66,000 lažeh, zdaj pa ti užaljen. Boga milega, daj začni po pravic govoriti, pa ne bo ti treba biti užaljen. Jaz sem samo opisal tvoje delovanje, da pač lažeš, ne? Kaj, meni si se zlagal, ti si lažnivec, ne? Tudi če človeku rečeš narcis, velja čisto isto. Pa še eno dobro informacijo imam za vse vas. Tudi ko mu rečeš direkt v ksiht, stari, pa ti si narcis do bolanga, stari. On sploh ne zameri, zato ker on potrebuje tvojo energijo tako zelo močno, da ti je nemudoma sposoben oprostiti, se on ne oprosti, ker tudi prizadet ni bil. Ampak on tu presliši in nadaljuje s svojim delovanjem, ker žal je to delovanje edino, kar zna. Prevara, natega, zavajanje, podmukle, igre in tako naprej. V isti sapi pa kazati, kako zelo je pomemben, v isti sapi ga pa boli klinac za to, kaj si dosegel ti, ali pa kakšne so tvoje kvalitete, on tebe rabi energetsko, da te bo požaril. Se pa res so stvari čisto nore. Skratka, ne se bati ljudem povedati, da so lažnivci, če to so, ne se jim bati v ksiht povedati, da so narcisi. Jaz sem vam dal dovolj nekih iztočnic, pa še vam jih bom, ja, ne boste zašustrali, dajte jih prepoznati, njihovo delovanje in tudi, in jaz sem rekel, dajte se umakniti, pa se jim ugotavljamo, da je mogoče, da kar v ksiht mu poveš, ne, kar pred drugimi, ne, dajmo jih malo sramotiti, ne, ker njih je sram, v bistvu noče biti butasti, pa so, cepljeni so, oni so šli cepiti, jaz sem včeraj objavil tudi, dajte se malo potestirati, če ni slučajno, obstaja možnost za cepljene. In verjamem, da marsikdo je po prvem cepljenju rekel, stari, tole jaz ne grem se več, pa je prenehal s temi stvarmi.
Ostali pa se obnašajo kot džanki. So šli na prvi šus, wow, že na drugega, wow, pojmo še na tretjega, wow, še en boosterček, je stari, pa kaj imaš ti koliko na mizi, kaj je to za nova igra? Ne? In so neke vrste odvisniki od tega pikanja. Ne? Tudi oni ne mislijo svojo glavo, oni se nas vprašajo, zakaj me zdaj glava boli. No vem, greš, če pogooglaš, takoj dobiš informacijo, da je glavobol prvi znak dehidracije. Pa piješ malo vode, kaj boš? Ja, pa v bistvu je. No, vidiš, pa smo. Oni ne razmišljajo tako, oni pač rabijo samo medicino, ona bo povedala, kako jim je, kakšno je mnenje, kako je z njimi, kdaj bodo umrli, kolikrat bodo še kakali in vse tako naprej. In dobijo informacijo v betino in misel ima, beseda ima moč in človek jo ponotranji. Z druge strani, če smo pozitivno naravnani, postane svet pozitiven. Ja, seveda misel, ali pa realen, da ugotoviš, kakšno je stanje. Ne? Tako. 35 minut, naj si ga bo za danes dovolj. Upam, da se imate lepo, november je nova era, Rdeči oktober je prinesel kar nekaj panike na mizo, zdaj mediji še vedno ne povzemajo, kakšni gromozanski padci finančnih borz in bank se dogajajo, kakšni prevzemi, kakšni odstopi ljudi, kakšni dogodki z vodo se dogajajo. Kaj je še? Globoka država je globoko zabredla. EBS se čaka kad-tad. Vsak hip pravzaprav pričakujemo, ta 9/11 je tudi zanimiv, evo pa smo spet pri datumih. Nič datumov. Imejte doma dovolj zaloge. Vsega. Sej ne bo nič hudega. Samo da ne boste rabili v štacuno, če se zaprejo za 14 dni. Doma imate vi malo zeljčka, malo krompirčka, malo fižolčka. Boste že skombinirali, ni panike. Če živite v blokih, pa tako dajte si vodo, pa štimate malo bolj kakšno kanto, ne bo nič narobe. Boste že, vse bomo zrihtali. Če se pojavi vojska na ulicah, je zato, da dela dobro za nas. Čeprav bodo po televiziji govorili drugače, če zapojejo sirene, to pomeni, da odrešilni boj, jaz te sirene čakam že ful časa. Komaj čakam. Ipak se precej dogaja v ozadju premikov vojske, helikopteri malo nižje preletijo, a ne, sem pa kaj preleti nad nami, ti rešilci žvižgajo sem in kaj, ne verjamete, da se dogaja, ker mesta so prazna kot mesta duhov. Ja, jaz kamorkoli grem, zelo žalostna so mesta, ki jih vidim, prazne so ulice. Nič hudega, naj gredo, kamor morajo tisti, ki so delali štalo. V Sloveniji 36 000 takih, ki morajo na hladno, mnogi med njimi so že tam. Maske gor in so spet na televiziji, ne? Ker globoka država ne neha lagati. To je leglo lažnivcev in kaj tacga, tako primitivnega se tudi otroci ne grejo. Pa dobro, vse to smo že, pa najbolj bomo še. Imejte pa čudovit dan, dajte komu na smeh, mogoče glih to rabi. Nikoli ne obsodite koga narcisa prezgodaj, da ne boste obsodili napačnega človeka. Obsodite. Ne. Vi ga morate prepoznati, pa ga mu dati to oznako gor. Sam ne mu jo dati prezgodaj, da ne boste, moja želja je bila samo to, da ne bi koga po krivem obsodil. Ma tistega, ki sem skontal, da je narcis, ne popuščam niti milimeter, da rečem, ja, okej, se pa nisi. Ne, tist, ki je dubu že moja štempilko, dub in se ne bo, to je plomba. Ne bo šlo dol. Tudi vam, dajte biti previdni, pozorni, svet je prečudovit. Držite se, čau.